Thank you very much. And 2 minutes for Madam Jordan. Veliko je bilo že danes povedanega o pozitivnih in negativnih vidikih izkoriščanja plina iz skrilavca, ampak v časih, ko je naše gospodarstvo še posebej šibko, moramo biti še toliko bolj odprti do novosti in jih znati izkoristiti kot priložnosti. In plin iz skrilavca je ena takih novosti. Pametno izkoriščanje tega nekonvencionalnega vira plina nam lahko pomaga zmanjšati našo uvozno odvisnost, kot tudi ustvariti nova delovna mesta. Naj samo osvetlim vidik zanesljive oskrbe z energijo. Leta 2010 smo v Evropi uvozili 52,7% vse energije. Po podatkih Eurostata smo v istem letu uvozili 63,5% plina, s čimer smo našo uvozno odvisnost od Rusije povečali za 5,6%. Nekatere države članice so v tem letu postale od uvoza tujega plina odvisne celo na 90%. In mi delež obnovljivih virov še večamo, vemo pa, da je najprimernejši vir za rezervno moč prav plin. Večkrat je že bila danes so bile omenjene Združene države Amerike in pravzaprav prava energetska revolucija pri njih. Izkoriščanje relativno novega vira energije lahko izkoristimo tudi kot raziskovalno in inovacijsko priložnost. Zakaj ne bi v Evropi postali vodilni pri razvoju tehnik pridobivanja plina iz skrilavca z manjšo porabo vode, brez kemikalij, bolj učinkovitim recikliranjem in s povečano varnostjo oziroma manjšim tveganjem za onesnaževanje okolja. Skrb za zanesljivo oskrbo z energijo in visoki okoljski standardi bi bili osnova za nova delovna mesta za visoko kvalificirane mlade, ki v trenutnih razmerah vse prevečkrat najdejo priložnost izven meja Evropske unije. Torej ne recimo ne, temveč izrabimo priložnost za razvoj in izvažajmo visoke okoljske standarde. Hvala. Thank you very much. Hvala. And 1 minute for Madam Ulfskog. Tack, herr talman. Argumenten mot skiffergas, shale gas, är mycket starka. Det har sagts mycket om utvinningsmetoden här, jag ska inte upprepa det.